Zlato je že od nekdaj ena najbolj cenjenih kovin, kar jih je mogoče najti v naravi. Zaradi njegovega videza in razmeroma enostavne obdelave so ga že zelo kmalu začeli uporabljati v okrasne namene. Še danes je tako ohranjen nakit skoraj vseh starodavnih kultur sveta. Čeprav danes velja, da se zlatarji ukvarjajo predvsem z izdelavo zlata, vedno ni bilo tako. Včasih je bil običajni del zlatarske obrti tudi izdelovanje religioznih predmetov, pa tudi zlatnikov in celo določenih vrst orožja. Kljub razvoju modernih tehnologij, ki nam omogočajo strojno obdelavo zlata, pravi mojstri obrti še vedno prisegajo na ročno obdelavo, še posebej, kadar izdelujejo unikatni nakit ali druge dragocene izdelke. Ivo! Ivo, pa kje je moj uhan? Ivo! Dej, Ivo, prosim, pomagi! Pa mudi se mi, pa kje imam jaz ta uhan? Zamudila bom, Ivo, daj hitro, prosim, pomagi! Ivo, a si našel? Ne to, uhan, glej, ta, tle ga nimam, ja? Uhan, prosim, ne to. Ne rabim, išči, mudi se, Ivo, prosim. A tiska, a to, ma ne pa, daj pusti zdaj to, no, daj, prosim, išči, daj, no, hitro mudi se, ni res, Ivo. A si našel? Joj, pa ne to, Ivo, no, tega zdaj ne rabva, a prav, uhan mi išči, prosim, pa kje bi bil, no, joj, uhan. Ivo! Boš prišla na Bled, boš moja punčka spet. A ni lušten tukaj na Bledu? Božansko. Hip. A veš, da jaz tu poznam enega zlatarja, ki dela kremšnite? Take. Zlati lističi ali zlato zapečenje? Ja, zlate, ne? Ali gremo obiskat? Kolikrat hočeš. Punce imamo radi zlato. Huberto Zacet pravi, da si pravi pravljičar med zlatarji, veš to? Ja. Pa zakaj? Kaj pa vem, veš, te stvari, ki jih jaz počnem, to so nedolgotrajni procesi. In če se jaz ne bi izmišljeval vseh teh zgodbic, bi se mi najbrž v glavi izfrclali. Tako, in ta svet naš je dosti samoten in nekako si naredim družbo s tem, da si izmišljam zgodbice. Spravi, v tvojem nakitu lahko prepoznamo grofične, gradove. Ja, not je vse, od vitic raznih, predvsem so to zgodbice o princeskah, ker jaz tudi najraje delam za ženske. Tako, ne vem, to so te pravljice. A izviraš, Huberto, iz tradicionalne zlatarske družine? Ja, mi smo že tretja, četrta generacija, ki se s tem ukvarjamo. S tem je že moj dedek začel, oče, jaz, tako da se mi prepleta, tako da je že to moja geneza. Čeprav sem vmes že bežal, ampak nekje na koncu spoznaš, da je to. In ko spoznaš, je to in potem nastane ta pravljica. In dedek je bil dovolj mlad, da je delal še za kralja? Dedek je bil takrat zelo mlad in je, pač, ker smo bili še na Bledu takrat, je on pač, ker je Karadžordžović hodil, je pač dobavljal nekaj stvari. Tako da smo tudi stric je delal recimo za maršala, tako da smo ves čas delali za te kronane ali pa predsedniške države. Ti tudi delaš za koga? To je skrivnost. Okay. Ampak se je klientela zelo spremenila tukaj na Bledu? Klientela na Bledu se spreminja, ampak moje stranke se ne. One so večne, tako kot so bile, ki so mojemu očetu hodile. To so vedno neki specifični ljudje, ki hočejo nekaj drugačnega. In to zgodbo jim jaz lahko ponudim. Pravzaprav so moje stranke tudi pravljičari, ker najdemo te skupne povezave in si znamo potem pripovedovati. Ker k meni pridejo ljudje, recimo, in ne vem, včasih tudi nič ne kupijo. Ampak, ne vem, si lepšamo dan, ker je včasih največ.
Se tvoj nakit ima veliko pridiha nostalgije, po drugi strani pa si tudi razvil in popolnoma svoj stil. Ja, tako, nostalgija v tem kontekstu, da pokažeš, da nekako te svetove preteklosti obvladaš. In tako kot je Berber recimo rekel, on je se metija, pa se vient là ah. In tudi tle je tako. Tudi tle pri našemu delu je tako, da ti moraš najprej obvladati osnovne stvari, potem, ko pa to obvladaš, probaš to pozabiti in greš korak naprej. In takrat se začne odpirati svet sodobne umetnosti, če temu lahko rečem. Katera zvrst je pa najljubša, mislim, od nakita, recimo? Čisto odvisno od razpoloženja. Včasih pridejo prstani, včasih broške, ampak nikoli skoraj ne jemljem to kot kos nakita. Vedno je pravljica v zadnje, vedno je neka pripoved in potem je čisto vseeno, kaj je. Kaj je? In to je ta čar. Ja, to je to. No, ampak takih zlatarjev, kot si ti, je danes vse manj. Žal, ja. Na Bledu nas je tudi zelo malo v Sloveniji, pa še manj skoraj lahko rečem. Tako da je stvar v tem, da to je metje, ki zahteva ogromno znanja, ogromno učenja, po 5, 7, 8 let, preden se sploh nekako naučiš. In ta svet je danes prehiter, da bi ljudje se sploh hoteli s tem ukvarjati. Pravzaprav smo pozabljeni že skoraj. A se kaj društva, imate kako, ne vem, letno zabavo, ki se dobite zlatarji? Ne, to ne, imamo pa zdaj združenje oblikovalcev, ki je zbor nekih torej mlajše generacije. Mi hodimo samo koše pogledati, predvsem zaradi tega so deklice tam, in to je tako prijetno. Je pa noter, žal ni veliko zlatarjev, ampak je veliko tekstilcev z drugih panog. To so vse punce, ki so zdaj diplomirale nekje v Londonu, v Ameriki. Tako da dejansko v našo branžo prihajajo ljudje iz čist drugih profilov. Torej, oblikovanje nakita ni več samo domena zlatarstva, ampak je tudi v plastiki, v tekstilu. In to je tudi za mene zanimivo, ker dobivam nove poglede v zlatarstvo. Razširjam se, širina. Na vsej preteklosti so moški radi nosili nakit. Zdaj se spet spreminjajo te časi? So fantje spet bolj dovzetni za zlato? Moški fantje, kaj jaz vem, mečkaj so sramežljivi. Čeprav pravim, moški nakit je za mene recimo sprehajalna palica, medalja. To so take dominantne stvari. To je magično. Podaljšek neke samozavesti. No, se tukaj na Bledu, okoli jezera, sprehajalne palice pa pridejo? Pridejo, ampak bolj te planšarske. Ampak ti ostajaš na Bledu? Ja, Bled je čaroben. Moja pravljica, ki živi, lahko samo na Bledu. Nikjer drugi. No in v bistvu si ustvaril tudi novi simbol Bleda, vsaj turistične zveze, to je tudi tvoje delo? Jaz sem ga samo obudil. Začel pa je to moj profesor Dremelj. On je bil velik numizmatik, medaljer. In on je pravzaprav v letih 60, ko se je ta stvar odkrila, začel to zgodbo. Žal pa nihče še ni bil toliko dozorel takrat, da bi to sprejel. Meni je pa kot en homaž na mojega mentorja uspel, da sem to ptico užival. In zato sem bil tako ponosen, da je Bled jo tudi sprejel. Poklic zlatarja je napačno mišljen, da je to samo nakit. Mi smo včasih veliko delali od posod. Vse, kar je bilo dejansko namizne dekoracije, je šlo na področje zlatarstva. Ker moramo vedeti, recimo stari mojstri od Direja, oni so bili vsi po poklicu zlatarji. Tudi jaz sem se moral učiti in risbe in akta, da sem lahko svoje izpite potem upravljal. Ampak danes je to z industrializacijo, pa nastane to samo, kaj zvem, da smo mi nek Legoland, samo nekaj borusmo. Poklic zlatarja je zelo širok spekter. Od risbe same, ki mora biti dosti dodelana, potem modeliranje portretov, ki jih tudi pri meni zasledite, do srebrokovaštva, do namiznih stvari. To je poklic zlatarja, ne tisti, ki samo nekaj sestavlja. Ta množstvo tehnik, ki daje to čarobnost.